ta nova zmaga pomeni neko kontinuiteto Aluminija sedaj tudi pri zmagovanju, pri nabiranju točk, še zlasti na domačem igrišču, kar bo zelo pomembno za vašo ekipo v tem prvenstvu. Ja, jaz sem že prejšnjo tekmo napovedal, da se bomo vrnili k naši igri. To, kar smo poskušali uprizoriti, sicer ni bilo tako, kot smo si zamislili, ker Golica je le kvalitetni nasprotnik, tehnično izredno močna ekipa, tako da so v začetku večinoma oni držali žogo v svoji posesti, vendar kasneje smo skozi določene pade prišli do 16-metrske pistole, prišli smo do nekih strelov in zadeli smo. Drugi zadetek je bil nekoliko sreče tukaj zraven, je bilo ampak vseeno, mislim, da je bilo zasluženo. Vas je ekipa presenetila, da se je tako pobrala po zaostanku? Ja, upam vseeno, da ne bomo padli tako, kot smo padli prejšnji tekmo, ko smo zaostajali. Vendar smo počasi skozi svojo igro prihajali, kot sem že rekel, do tega 16-metrske pistole, ki nam je bil cilj, in kot kaže, nismo padli. Kaj pomeni teh 6 točk za nadaljevanje, za samozavest ekipe, za nek zagon za naprej? To dosti pomeni za nas, ker smo novinci, zelo dosti. Upamo, da bomo nadaljevali. Vidim, da fantje so željni tega uspeha zmagovati. Težko nam bo, vendar bomo poskušali vsako tekmo narediti svoje. To se pravi, vsako tekmo bomo šli na zmago, enkrat takole, drugič drugače, ampak poskušali bomo zmagovati. Je že to, kar lahko pričakujemo od Aluminija v tej sezoni? Glede igre? Ne, mislim, da mora biti igra še boljša. Ni še tekoča, preveč je napak, še vedno je bilo narejenih v prvem polčasu, v drugem prav tako. Morda nekoliko, ne vem, kondicija tudi je problem, ampak vse skupaj bomo probali dvigniti na višjo raven. Glede na potek ste danes gotovo zamudili priložnost za veliko več. Ja, škoda je predvsem tako, ker v bistvu pri 1-0 smo imeli vse pod kontrolo, imeli stalno žogo. Tudi v bistvu smo bili takrat dosti močnejši na igrišču. Potem pa ta gol, ki smo dobili, nekje nas je presekal. In v bistvu nismo dobro reagirali na igrišču, v bistvu smo nekje preveč grešili in dobili še drugi gol. To, kako smo dobro igrali, smo bili tudi naivni, zato smo izgubili v bistvu točko. A vas skrbi v takšnih trenutkih, kako se bo mlada ekipa odzvala na igrišču v takšnih situacijah, ko bi mogoče več izkušenj lahko prevagalo? Pa skrbi, to so stvari, ker ne moreš uiti. V bistvu mladi se učijo in z vsako tekmo bodo dobili več izkušenj. To je pač treba dati zakup. Škoda pa po vsake tekmi želiš zmagati in normalno, da se po tekmi razočaran, če izgubiš. Ste imeli, kljub temu, da se je v Gorici zgodilo veliko sprememb, pa da je situacija ne povsem rožnata, ste imeli nekako upisane te točke v Kidričevem, ker oni so novinci v ligi? Mi nimamo nobenih točk, nobenih tekmecev upisali naprej, ker to moramo se res krepko potruditi, da lahko zmagamo vsakega. In tako je bilo tudi danes. In pač danes nam ni uspelo. Po eni strani ste zmagali kakšno tekmo, za katero noben ni pričakoval, da jo boste dobili. Na drugi strani je marsikdo pričakoval tudi, da boste več iztržili tukaj v Kidričevem. Kaj lahko pričakujemo od Gorice v nadaljevanju in kako čim bolj zmanjšali ta nihanja ekipe? Gledajte, mi tiste tekme, ki smo dodaj zmagali, smo jih zmagali zasluženo, z dobro igro in tudi danes mislim, da smo igrali dobro. V bistvu Aluminij je imel zelo malo priložnosti in je pač dal 2 gola. Tako da tudi danes ne moremo narediti vse črno, ker ni bilo tako. Tekma se izgubila, nihanja bojo še, sigurno, vendar moramo biti optimistični, težiti k temu, da gremo vsako tekmo probati zmagati in kaj bo pokazali, kje smo, bo pa pokazal čas.